Kolikrat si rečete vedno na istem križišču ali pa odseku ceste, da to je pa res tako nevarno, da bi bilo treba nekaj zrihtati? Jaz vsak dan. In ko sem videl, da se je Zavarovalnica Triglav že 8. lotila projekta Skupaj za prometno varnost, sem takoj dobil idejo za tale prispevek. Če vedno rečemo, ja, res je bedno, ampak jaz itak nič ne morem proti temu, no lahko. Tole je odsek čist blizu mojega doma v Zalogu v Ljubljani, zato ga dobro poznam. Omejitev je 50, klasična za naselje, čeprav bi bila na tem odseku kakšnih 200-300 metrov, za moje pojme bolj smiselna 40, mogoče 130. Problem je, da je cesta ozka, v rahu ovink, klancije, pa še dovozne ceste so čist nepregledne. Ne me ga dogledati, jaz sem zadnji, ki se rad počas vozim. Obožujem hitre avte in hitro vožnjo, ampak v naseljih pa pač ni debate. Omejitve so z razlogom in kot vidite, smo že večkrat pokazali, kakšne ogromne razlike nastanejo pri zavorni poti, če samo za 10 ali pa 20 km/h zmanjšamo hitrost. Tukaj lahko lepo vidite, kakšne razlike so bile na našem testu, ko smo hitrost zmanjšali z 50 na 30. 4 metre, to je dolžina avta. Če samo pomislim, da s tem lahko rešim kakšno življenje, je bilo že vredno, ne? Ampak na tem odseku ni težava, da je omejitev takšna, kot je. Problem je, da se niti 50 marsikdo ne drži in na tem odseku divja, kot da bo zamudil na razprodajo iPhonov. Večinoma mladi, žal, in večinoma pomagajo samo stroge kazni. Žal. Je pa še ena rešitev, ki se je marsikje izkazala za kar učinkovito, pa ni bilo treba graditi novih cest ali pa novih ovir. Merilniki hitrosti. Merilnik hitrosti je naprava, ki meri hitrosti mimo vozečih vozil in svojim prikazom tudi tem voznikom v mimo vozečih vozilih sporoča, s kakšno hitrostjo so se vozili mimo. Hkrati jim pa z dodatnim simbolom všečka, kar je naš unikum, sporoča, ali so vozili po pravilih ali ne. Seveda ima ta zadeva tudi večji namen in sicer tak, da odgovorniki pregledujejo te podatke, ki se zbirajo na portalu Vi vozite, ugotovijo, v katerem času dneva prihaja do večjih prekoračitev, lahko tisti dan dneva, tisto uro dneva pošljajo na določeno lokacijo okrepitve, ali pa se celo odločijo o spremembi prometnega režima, bodisi da znižajo omejitev hitrosti, bodisi da postavijo ležeče policaje, bodisi da postavijo nek otok. Skratka, možnosti je tukaj več. Tak sistem, kot ga tukaj vidite, je zdaj ravno v sklopu projekta z Zavarovalnico Triglav na voljo nekaj čez 4000 evrov z davkom na dodano vrednost. Seveda je tukaj noter tudi nek sklop storitev. Mi ob postavitvi predlagamo, da se ta prikaz za določen čas ugasne. In tako na ta način zberemo ničelne podatke o lokaciji, kjer je ta prikazovalnik postavljen prvič. Kasneje potem ta prikazovalnik prižgemo, seveda smo tudi ob ugasnenem prikazovalniku zbirali podatke, ne da bi vozniki za to vedeli in zato potem lahko kasneje primerjamo, kakšen je pravzaprav učinek tega prikazovalnika na tem mestu. Ja, očitno že pomaga. In kako lahko vi pomagate? Tako, da težite svoji občini, da se prijavi na sofinanciranje za projekt. Lahko jim pošljete e-mail, lahko jih pokličete, odvisno kako komunicirajo z vami. Pa kar takoj, ker se je razpis že začel. Ja, tako kot Matej imam podobno težavo tudi jaz v bistvu pri svoji hiši. Tamle zadaj je krožišče in potem je do prvih hiš kar precej dolga ravnina, kar pomeni, da marsikdo, ne pa vsi, konkretno pospeši in začne zavirati dejansko šele, ko je že mimo moje ali pa še sosednjih hiš. Moji in sosedovi otroci se pa igrajo tukaj v bližini. Pa ne mi zdaj reči, da naj sam poskrbim za varnost svojih otrok. V bistvu naredim vse. Imam ograjo, jih vzgajam, da morajo biti previdni in poskrbim v bistvu na vseh področjih, kjer lahko. Ampak vedno pa ne morem biti zdrav njih in takrat morate za varnost otrok poskrbeti tudi vozniki. Saj imate svoje otroke ali pa jih boste še imeli. Kaj sem naredil? Ja, šel sem vprašati župana, kaj lahko storimo. Ja, občina Naklo seveda se zaveda velikih nevarnosti, ki jih povzroča promet. Poskušamo predvsem zaščititi tiste najbolj ranljive populacije, to so pešci pa kolesarji. Prav trend kolesarjenja je v zadnjem obdobju močno pojačan,
tako da smo že začeli z umeščanjem kolesarskih pasov. Seveda pa skrbimo tudi za zmanjševanje hitrosti. Tukaj se mi zdi izjemno pomemben prispevek prinašajo ti prikazovalniki hitrosti na tistih območjih, kjer je potrebno omejiti hitrost, saj s tem vozniki nekako že avtomatsko zmanjšajo hitrost. Občina Naklo se je na to akcijo že prijavila, z te akcije dobila že 2 prikazovalnika in zdaj, če bomo izpolnjevali pogoje, se bomo seveda z veseljem še prijavili. V tem trenutku imamo postavljenih že nekaj 6 takih prikazovalnikov in okolikor bi bila možnost, da dobimo po ugodnih pogojih še kakšnega, ga bomo seveda z veseljem umestili v naš prometni sistem. No, mogoče mi pa uspe. In to je lep primer tudi za ostale občine, tako da kar dajte jim težiti, če imate res dober predlog, kako bi povečali varnost v vašem kraju. Gradimo mrežo prikazovalnikov, ki smo jih postavili skupaj z občinami, je že več kot 80 in kar je še pomembnejše, zelo enakomerno so razporejeni po Sloveniji. Se pravi, imamo 12 območnih enot, vsako leto vsaka območna enota prejme en prikazovalnik. Ti podatki so v resnici javni, na voljo so v policiji, občinam, veliko občin jih da tudi na svojo spletno stran, tako da so na voljo vsem voznikom in voznicam. Prestavljanje prikazovalnikov je zelo dobra praksa. Tiste občine, ki se angažirajo in prikazovalnike prestavljajo, imajo boljše rezultate, več rezultatov in hkrati je prikazovalnik orodje tudi na podlagi katerega potem določajo še druge ukrepe za prometno varnost v občini. V letošnjem letu bomo v analizo posameznih lokacij vključili tudi podatke, ki jih zbiramo z aplikacijo Drive. Aplikacijo razvijamo v zavarovalnici Triglav. Na mesečni ravni jo uporablja že več kot 50 000 uporabnikov. Samo v lanskem letu za primerjavo pa so skupaj prevozili več kot 200 milijonov kilometrov. Analizirali bomo podatke, ki jih zbira aplikacija Drive. Analiza bo potekala v anonimizirani obliki. Na podlagi teh podatkov bomo lahko določili tako imenovane vroče točke oziroma območja v Sloveniji ter posameznih krajih, kjer prihaja do povišanega števila prekoračitev hitrosti. Vem, da takšni merilniki ne bodo spremenili sveta. Kdor pač divja, bo divjal še naprej, dokler se mu nekaj ne bo zgodilo, ampak nekateri se boste pa vseeno morda zamislili, ko bo na tabli gor pisalo vi vozite toliko in toliko kilometrov na uro. Oziroma, če se boste spomnili, kakšna je razlika v zavorni poti, kot vam je prej pokazal Matej. Evo, nalogo smo vam dali, pa varno za volanom. Snesite svoja klica v konice, tako da se bo pa še bolj varno.